Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Z gotovostjo lahko trdim, da je vsaka oddaja Vaš krog posebna, zato ker so posebni njeni gostje. In tudi tokrat bo tako. V studiu namreč gostimo Francozinjo, ki z veliko ljubeznijo dela s steklom. Lepo pozdravljeni, Valerij Štih. Dober dan. Rekla sem sicer Francozinja, ampak sedaj ste že Novomeščanka. 9 let živite v Novem mestu in zelo lepo govorite slovensko. Hvala. Ja, vi ste bolj kritični, ampak z gotovostjo to lahko trdim, kajti slovenščino to vsi pravijo, ki pridejo, da je težka, ne? Ja, zelo. Otroke pa verjetno učite vaše francoščino. Ne, od začetka govorim po francosko z njimi in oba, mislim, govorita oba jezika in razumeta. Oba dva. To je bogatstvo, pravijo. No, Valerij, pa se povrnimo k tistemu, kar vi, uvodoma sem rekla, delate z veliko ljubeznijo. V to sem prepričana. En delček teh izdelkov ste prinesli v naš studio, pričarali to. Kaj vse se da narediti iz stekla? Recimo tukaj imate fuzijo. To je, jaz pobarvam na steklo, pol pa dam v peč na 800 stopinj na kalupo, ker na začetku je ravno steklo. In peskam pol vzorc gor. Tako da je kombinirano? Ja, kombinirano, fuzija pa peskanje. In to je takšen čudovit okras, ne? To se ne odstrani, lahko se pomiva normalno, ne? Drži brez veze, ja. Ne gre strana barva. Zato dam v peč. Da se zapeče, ne? Tako, ja. To je pa nekaj drugega, čeprav za nas laike, tukaj ste pa malo drugače, tako moram obrniti, da bo šla svetloba malo čez, da bojo bolje videli. Torej, delo na steklo je res delo umetnika. Ja. Kajti treba je tudi vzorec narisati. Ja, jaz razmišljam za vzorci, pol pa narišem. Vse je ročno delo tudi, tako da treba čas tudi za narediti v delavnici. Ampak rada tako delam. In vse je unikatno. Ni kopija, da naredite serijo 50-ih. Ne, mislim, lahko malo serijo, če ene stranke želijo 20 kosov ali pa 50 kosov, ampak ne morem recimo 2000 kosov narediti. To je ročno delo in treba čas in tudi so unikatne izdelke. Vi ste, tako kot sem rekla, rojeni v Franciji in tukaj imamo eno fotografijo mlade deklice. Tukaj sem stara 4 leta. 4 leta in ste že takrat radi risali, slikali. Ja, zelo zgodaj sem začela risati, to je res. In smeraj, ko sem imela časa, jaz sem samo narisala. Pa ste razmišljali, da bi bili slikarka ali kaj vas je potegnilo k temu materialu? Steklo. Ja, jaz sem študirala vitraž v Parizu. In zakaj? Ker sem videla en program na televiziji, takrat sem bila stara 15-16 let. To je bila ena gospa, ki je govorila o tem, ona je renovirala stare vitraže v Franciji in mene je bilo zelo zanimivo. Zato pol pa sem šla na fakulteto in sem študirala vitraž v Parizu. Tukaj recimo imate kopijo vitraža iz 16. stoletja. 16. Jaz sem imela srečo, ko sem delala vitraže v Franciji, ker tam, kjer sem delala v delavnici, smo renovirali stare vitraže iz 14. do 15. 16. stoletja. In to je zelo zanimivo, ker veste, recimo v 16. stoletju so imeli določene barve, določene vzorce in morate narediti enake. Je težko verjetno tudi barve takšne narediti, kot so jih oni imeli. In je ista tehnika kot takrat.
Tako. Je v Franciji veliko Treba katedral, to jaz obračam na vse strani, je veliko katedral v Franciji, ki imajo te stare vitraže. Ja, veliko, ja. Ogromno, ja. In se lahko obdržijo toliko stoletij, da barva ne zbledi. Naredimo steklo, pobarvano steklo v isti tehniki kot takrat, ta čas. To je Saint-Gobain in Saint-Just, dve firme v Franciji, ki naredijo steklo, kot so naredili takrat. To je ista tehnika, pol pa mi narežemo steklo, pobarvamo na steklo, dajmo v peč, montiramo vse skupaj, ampak to je ista tehnika kot 800 let nazaj. Isto. Pa dajmo nazaj, pol pa v cerkev. Ste si pogledali v Sloveniji, imajo cerkve tudi kaj vitražev? Zelo malo. Mislim, malo stare vitraže, bolj iz 19. stoletja. Pa moderne zdaj. Verjetno niso ohranjeni ali jih pa ni bilo. Ali pa, ja, ne vem. Ja, to je že delo za zgodovinarje, ampak mimogrede, vaš soprog je zgodovinar. Matjaž, ne? Ja, Matjaž je zgodovinar, mislim, uči zgodovino v gimnaziji. V Novem mestu. V Novem mestu, ja. Kako pa ste vi prišli, malo preskakujem levo, desno, iz Francije v Slovenijo, iz Pariza v Slovenijo? Jaz sem renovirala 10 let skoraj vitraže. Pol pa sem bila profesorica v steklarski šoli v Parizu. In sem prišla leta 2003 v steklarsko šolo v Rogaško in sem imela tečaj za graviranje tam. In je bilo zelo lepo, zelo prijetno. In zato pol pa sem prišla nazaj v Slovenijo in sem bila asistentka za francoščino 2 leti v gimnaziji. V Novem mestu. Ja, in sem srečala Matjaža in se sva poročila leta 2006. Matjaž je bil zaslužen, da ste ostali v Novem mestu. Smeraj reči, da je kriv za to, da sem ostala v Sloveniji. Ja, ampak sedaj, ko sta se Matjažu pridružila še 2 fanta, sedaj mislim, da ne razmišljate, da bi odšli iz Novega mesta. Ne, že mislim, ko sem prišla, jaz sem že imela v glavi, da bi ostala 2 leti kot asistentka, pa pol pa bom videla, kaj bo. In od začetka v Sloveniji je bilo, ne vem, jaz sem imela takoj občutek, da tukaj je lepo, da je bolj mirno kot v Parizu. Ljudje so prijetni, imam prijatelji v Rogaški, imam sedaj tudi prijatelji tukaj v Novem mestu. In smeraj je bilo tako lepo, da nikoli nisem mislila, da bom šla nazaj zdaj. In še zdaj nimam občutek, da bi šla nazaj v Francijo. Ste se navadili? Zdaj moja življenja je tukaj v Sloveniji, imam družino tukaj v Sloveniji in ne bom šla nazaj. To družino bomo pokazali, ampak zdaj sem pa že pozabila. En par so Matjaževi starši, en par so pa vaši starši. Zgoraj so moji starši, spodaj pa starši od Matjaža. To je 2 leti nazaj, ko so imeli obletnico za 70 let. In kaj pravi ta vaša starša, ko prideta iz Francije v Novo mesto? Kam je odšla naša Valerij? Ja, mislim, moji starši pridejo vsako leto. Enkrat ali pa 2-krat. Za njih je smeraj zelo prijetno tukaj v Sloveniji. Mi imamo tudi zidanco v Smolenja vasi. Moj oče smeraj želi iti tja, ker za njega je zelo prijetno tam. In smeraj reče, da bo kupil zidanco, da bodo prišli tukaj v Slovenijo, pa da bodo ostali tudi tukaj. Tako, ja. Francozi ste povezani z vinom, ne? V Franciji je navada, da je vino na mizi pri obroku. Ja. In kaj pravi na cviček vaš oče? Ta je malo drugačen kot francoska vina. Moj oče, mislim, za cvička, za njega je v redu, za mene je bolj težko. Vam bi kakšna frankinja bolj pasala? In recimo, ker govorimo o tem
Jaz sem zmeraj presenečena, ko vidim ljudi, ki včasih naročijo v kavarni vino z ne vem, nekaj sok noter ali pa... Sok šprice rečejo, tako, ne? In to jim za mene katastrofa, bi rekla. Nepojemljivo, kaj ne? Ja. Mislim, da se v Franciji pije več rdeča vina kot bela. Ja, ker gre boljše z sirom. Ker mi imamo veliko različne sir. Sir, ja. In zdraven gre lepo rdečo vino. Tako. Kaj pa hrana? Ste se navadili na slovensko hrano? Jaz pečem potico, jaz pečem kruh. Rada kuham. In tako, da se sem učila malo tudi slovenski recept. In ja. Torej ste že prava Slovenka, ko spečete potico. Moram iti še na Triglav, pol pa bom. No, jaz pa medtem kažem vaša dva junaka. To je Martin v Zidonci, ko smo imeli trgatov, to je bilo 2 leti nazaj. Aha, trgatov. Ja. Rada pomaga. Ja. Ful, ja. Smeraj vesel tam. Dva korenjaka, ki govorita in slovensko in francosko. Zelo lepo. To jima bo prav prišlo v življenju, ne? No pa pojdiva medve še nazaj. Nisva se vsega dotaknile, ker je na naši misiji. Tukaj je en izdelek, ki lahko rečemo, da je prav poseben, kaj ti gre za posebno tehniko. Tukaj imate, recimo jaz peskam v več nivojih in da je bolj ali manj globoko peskano. Tukaj od zadaj se to se čuti bolj. Čuti pod prsti malo. In najraje delam v eni stari francoski tehniki, ki se imenuje bouchardage po francosko. Po slovensko bi lahko rekla dletanje. To je tudi ročno delo. In to je res tukaj v Sloveniji zdaj unikatno. Ste edini, ki to delate v Sloveniji. Tako, ja. Rekli ste tudi v Franciji jih ni veliko. Ja, zdaj pa ni več veliko, ja. To je stara tehnika. Se pa s to tehniko doseže drugačne efekte kot s temi, ne? Kot fuzija, ker ni pobarvano. Tukaj se prav nekaj sveti, tako kot da so kristali, ne? Tako, ja. Zato je zanimivo. Zelo zanimivo. Verjetno predstavljam si, da takšen izdelek ne nastane hitro, da je s tem veliko dela. Ja. Najprej verjetno narišete vzorec. Zmeraj razmišljam prvič vzorec, pol pa naredim prototip, da vidim, kako točno zgleda, tudi za pokazati stranke, da vidijo točno, kako zgleda, prej da naročijo. Ampak na začetku je zmeraj ravno steklo. Tukaj dam tudi v peč na 620 stopinj. Se zgodi, da poči v peči? Ne, še ne. Jaz si predstavljam, da je steklo tako občutljivo, da se, če bi se jaz lotila... Samo če pade na tla. Ampak to se mi zdi, da tudi če pade na tla, ne poči tako hitro, ker je... Tukaj je 8 mm debelina stekla, tako da je kar masivno. Ampak je tudi lepše, če je malo masivno. Ja, zagotovo. Tukaj imamo podobno zadevo, to je tudi ta tehnika, to je pa nekaj drugega, kaj? Ne, to je tudi peskanje. Aha, samo malo drugače. Samo drug dizajn, bi rekla. Torej, unikatni izdelki, za koga jih delate? Kje jih prodajate? Ja, recimo na občino, mestno občino, recimo. Tudi firme, vaš kanal tudi. Tako je. In tudi šole. Naročijo za protokolarno darilo, recimo. Sem začela tudi prodati malo v Francijo. Tudi? Iz Novega mesta v Francijo? Ja, tudi. To se pravi, o vzorcu se lahko dogovarjate s kupcem, lahko pa tudi vi svetujete s svojimi očmi gledano, kako bi se to lahko prezentiralo. Recimo za občino, mi imamo tukaj v Novo mesto situlo. In to je zelo zanimivo pol za narisati nekaj. Ali pa vzamem, mislim, ni prototip, logotip za firme, pol pa razmišljam, narišem, pokažem 3-4 variante,
pogovarjamo skupaj, ker moram tudi videti, kakšen stil želijo, če je bolj enostavno, če je bolj klasično, ali pa bolj estetiko. To je tudi za vsako stranke vprašanje. Moja posebnost je, da delam unikatne izdelke za vsako stranko. To je zelo pomembno za mene. In da vnesete kljub želji stranke še malo sebe noter. Tako, ja, ker za vsako, mislim, krožnik jaz imam, mislim, rabim časa. Tako da. Ja. Imate verjetno svoj atelje, rečejo slikarji, ne vem, kako rečete, vi, ki se ukvarjate z oblikovanjem stekla. Tukaj je v Rogaški, tukaj je bilo v Rogaški. A, to je bilo v Rogaški. Ja, ko sem imela tečaj za graviranje. Takrat je bilo. Jaz sem bila 2 leti asistantka v gimnaziji. Potem pa sem delala 5 let v steklarsko Šiško. In jaz sem bila zelo vesela, da sem lahko delala z steklom v Sloveniji. In z njimi še vedno zdaj sodelujem. Tam imam prostor za delati, imam peč, pa peskalnico in pol pa grem v delavnico vsak dan z veseljem. V službo? Ja. Matjaž še vedno v gimnazijo? To je kot, ko sem renovirala vitraže v Franciji. Jaz nimam, mislim, mene je smeraj prijetno, ko grem v službo. Delate z veseljem, ne? Tako. Ampak zanimivo, iz stekla, ko tako malo razmišljam, se res da veliko narediti. Veliko. Če začnemo že okno na hiši, začnemo pri steklu, se da tudi tam kaj dodati, da ni vsako okno enako? Seveda, lahko, ja. Peskanje, fuzija, gre za okno, za vrata, lahko tudi, mislim, peskanje na ogledalo. Ne, lahko veliko stvari naredimo, ja. Ja, ogledalo je lahko tudi okras v stanovanju, če je oblikovano umetniško, če tako rečem. Lahko tudi kombiniramo, mislim, vitraže, pa Tiffany, bolj Tiffany, tehnika Tiffany z ogledalom. To gre tudi lepo skupaj. Vprašanje, kako imate ideje, pol. Ideje so pomembne vedno, ampak tukaj vi pomagate, sem prepričana. Idej vam ne manjka, ki kakšno ste tudi iz Francije prinesli. Ja, tako. To je verjetno tudi kaj od kolegov? V Rogaški, ja. To so zdaj prijatelji, recimo je Franjo, on je bil moj profesor za graviranje takrat, pol pa Zinka na levo in Gabriela, ki uči tudi francoščino tam. In Zinka pa Gabriela sta 2 prijatelji zdaj. In vsako leto se vidimo. Sicer pa, a vas je Francozov, Francozin kaj veliko v Sloveniji? Mislim, da ne ravno. Ne. Da je verjetno... Ne poznam veliko Francozi tukaj v Sloveniji. Verjetno je več Slovencev v Franciji kot Francozov v Sloveniji. Mislim, da, ja. Kako pa vi ocenjujete to našo šolo v Rogaški Slatini? Slovenci smo kar ponosni na njo. Takrat, mislim, steklarska šola, mene je bilo takrat zelo zanimiva šola, res, ker so imeli veliko dela, mislim, dobre izdelke so naredili, ampak sedaj je zaprta, mislim. Je samo gimnazija zdaj v Rogaški, odprto. Tako da škoda, ne razumem zakaj. Niso šli naprej. Nisem vedela, da je zaprta. Ja, mislim, da je bilo 3 leta nazaj, ker Gabriela še uči v gimnaziji angleščino, pa francoščino, ampak Zinka, recimo, ona tam je učila fuzijo, pa kako pobarvamo na steklu in tako naprej, pa zdaj ne uči več. In to je res škoda, ker so res zelo dobro delali. In takrat, mislim, 9 let nazaj so imeli ogromno delo, res. Tako da ja, to medve ne bova razvozlali, kaj je razlog. Še enega krožnička se bom dotaknila. Te barve bodo verjetno naši gledalci kaj prepoznali, komu so namenjene, kaj? Kaj pa pomeni barve?
To so iz, kako se reče, irsk. To je krogli... Jagode. Jagode, ja. Ja. In vsako barvo, recimo vijolična barva je za zidanica, modra za toplice, dežela, zelena barva za deželo, pa tako naprej. Ja. Torej, ta turistični znak. Ja, za naša regija. Za Dolenjsko regijo, ja. Ja, marsikaj se da narediti iz stekla, pa o tem niti ne razmišljamo. Zagotovo je pa to lahko po eni strani lep spominek, lepo poslovno darilo, lahko pa tudi darilo za rojstni dan, obletnico. Obletnico, ja, seveda. Če vitraži vzdržijo toliko stoletij, potem tudi... Več kot stoletij. Ja, potem tudi to vzdrži, ne? Ja, seveda, ja. Edini problem je, če razbijemo, kaj? Tako, ja. Drugače se pa ne uniči, je večno. Valerij, odpotujete tudi vi še kaj v Francijo? Ja, jaz grem v Francijo vsako leto, ja. Ker pogrešam družino, seveda. Moram kupiti malo francoske knjige, ker rada berem tudi. In dajem tudi malo francoski sir, ker tukaj meni manjka sir. To pa verjamem, da vam sir manjka. Čeprav zdaj je že malo boljše, kot je bilo pred 9 leti. Ja, zdaj je res boljše, kot je bilo 9 let nazaj, res. Ampak, ko sem prišla 9 let nazaj, pa sem videla, da imate samo edamec, pa gauda. Pa sem rekla, kaj je to? Res. Bogi ste malo. Ja, v Franciji imate zelo, zelo veliko sirov in sodi čisto vsak dan na mizo sir. Ja, ja. Vsak dan treba, ja. Ko imamo kosilo. V Franciji je drugače kot tukaj. Mi kuramo za kosilo pa za večerjo, da sedimo vsi skupaj, da se pogovarjamo, počasi pojemo, se pogovarjamo in imamo glavni predjed, pol pa sir in solato skupaj, pol pa sladico. Tako. Se spomnim, da ko sem prišla v Slovenijo, mene je bilo čudno in še zdaj, vedno mene je čudno, kako imate vi malico. Recimo, mi gremo tukaj ob 7 zjutraj v službo, to je za mene zelo dobro, ker pol pa popoldan smo prosti. V Franciji gremo ob 8, v Parizu bi rekla bolj ob 9. Šola recimo začne pol 9. Tako da mi smo v šoli do 5 popoldan. Imamo uro po pauzo za kosilo, in mene je smeraj težko in jaz ne grem na malico ob 10 zjutraj, da bom pojedla lazanje ali pa pico. Ne morem, res ne morem. Je prezgodaj, prehitro, ne? Ja, res prezgodaj, pa takrat jaz imam zajtrk, recimo. Ampak rabite pa kosilo, ne? Ja, to pa ja. Pri nas je zdaj vedno pogosteje rečemo ne večerjamo, ni zdravo večerjati. Ja, to je res, da ni proč, če preveč pojemo za večerjo, to je tudi res. Ampak pri nas je taka tradicija, bi rekla, da tudi res kuramo nekaj, pa sedimo skupaj, pojemo skupaj, pogovarjamo, kaj je bilo danes in tako naprej. To je pomembno, to družinsko srečanje, da se pogovoriš, kaj je bilo in načrtuješ naslednji dan, ne? Ampak tukaj v Sloveniji imate dobro hrana tudi, res. Ja? Ja, tako. Torej ste se navadili na Slovenijo, tukaj ste, zahvaljujoč Matjažu in vašima 2 sinovoma, pognali korenine in tukaj boste ostali. Kaj pa vaši prijatelji iz Francije? Poznajo Slovenijo? Zdaj pa ja. Zdaj jo spoznavajo z vašo pomočjo. Oni pridejo na počitnice pri nas, so smeraj bili zadovoljni. Imam prijatelje iz Lorene, iz Pariza in vsakokrat, ko pridejo, rečejo, da je zelo lepo, da je zelo mirno, da je zelo prijetno v Sloveniji, kako imamo toplice posod in tako naprej. Je res zelo zanimivo tukaj. In kaj pa... Ja, včasih morajo priti tujci, da nam povedo, kako lepo je pri nas, ne? Ja, ker jaz vem, da ko moji starši rečejo,
verjetno, da sem v Sloveniji, da živim tukaj. Prvič, ljudje so malo presenečeni, kako to v Sloveniji, kje pa je točno, ampak ona ima vse tam, ker imamo tako sliko v glavi, kot 30 let nazaj, da mogoče nimamo vse kot v Franciji. In zato moji starši rečejo točno, kako je in kako je še boljše kot v Franciji. Ja, zagotovo, če pravijo, da bi kar zidanico kupili in prišli živeti v Slovenijo. Morda se tudi to zgodi. Vidite, Valerij Štih, pri nas čas hitro teče v tem studiu in meni bo ostalo še veliko neodgovorjenih vprašanj, ker ti čas namenjen današnji oddaji se je iztekel. Nekaj vašega dela smo predstavili, zagotovo bi lahko še dolgo govorili o tem, ampak pomembno je, da smo povedali, da je steklo material, iz katerega se dajo narediti čudoviti, unikatni izdelki, ki jih vi z veliko ljubeznijo delate. Hvala. Jaz vam želim veliko užitka še naprej pri vašem delu in lepo bivanje v Sloveniji, ki je postala sedaj vaša domovina. Hvala lepa. Hvala lepa vam in hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci. Izteklo se je 30 minut v prijetnem klepetu z mojo današnjo gostjo, Francozinjo, ki je v 9 letih postala Novomeščanka in tudi Slovenka in ki ustvarja čudovite, unikatne izdelke iz stekla. Želim vam lep, prijeten preostanek večera in ostanite v družbi vašega kanala.